Gregor Hudrič, vabljeni k besedi. Spoštovani, promet in cesta napak ne oproščata. Dovolj je zgolj trenutek in življenje se lahko posamezniku popolnoma spremeni. Najhujše posledice prometnih nesreč, v katerih so smrtne žrtve in hude telesne poškodbe, občutijo predvsem družine. Posledice prometnih nesreč posredno pomenijo tudi škodo za celotno družbo. V Republiki Sloveniji si neprestano prizadevamo zmanjšati število mrtvih in hudo telesno poškodovanih v cestnem prometu. Varnost v cestnem prometu je namreč tako v Republiki Sloveniji kot tudi v Evropski uniji pomembno družbeno vprašanje. Leta 2008 je na slovenskih cestah denimo umrlo 214 udeležencev cestnega prometa, lani 85. V tem času je bilo torej narejenega veliko, kar se kaže v izboljšanju stanja varnosti cestnega prometa. Zelo velik prispevek ima pri tem tudi Zavod Varna pot, ki predstavlja ogledalo državnim institucijam, ki so najbolj vpete v delo na področju varnosti cestnega prometa. Zavedamo se, da aktivna vloga Ministrstva za notranje zadeve in aktivnosti policije ter drugih državnih organov zelo vplivajo na varnost cestnega prometa. Vsi pa vemo, da je za dolgoročno varnost na cestah ključnega pomena zavedanje vsakega posameznika, vsakega udeleženca v cestnem prometu, da je prometna varnost stvar nas vseh. Mi vsi smo namreč tisti, ki smo na cestah ogroženi, mi vsi smo tisti, ki lahko ogrožamo drug drugega. V naši državi je cestni promet žal največji morilec. Z odgovornim ravnanjem lahko vsak posameznik in kot družba pripomoremo k zmanjšanju števila prometnih nesreč in se približamo viziji nič, katere dolgoročni cilj je nič mrtvih in nič hudo telesno poškodovanih zaradi prometnih nesreč. Dejavnost Zavoda Varna pot kaže, da to zavedanje počasi, a vztrajno prodira v razum ljudi. In to je prava pot. Zato na Ministrstvu za notranje zadeve izjemno cenimo in podpiramo plemenito delo Zavoda. Spoštovani, danes je trenutek, da se spomnimo žrtev prometnih nesreč, da v svojem zasebnem in službenem okolju naredimo še kaj več za prometno varnost. Na poti domov pa oplemenitimo našo voljo z drugačnim, boljšim vedenjem v cestnem prometu. To je ključ do cilja, da bo Slovenija nekoč še bolj varna država tudi na cestah. Hvala lepa in srečno.